V naslednjih minutah pa bomo spoznali lasersko akupunkturo, s katero Margareta Kokalj uspešno pomaga pri odpravi alergij. Margareta, povejte nam, alergije v porastu so v zadnjih letih. Kaj mislite, zakaj je tako? Ja, v bistvu jaz vem, da pač vzrok alergij je hrana. In zakaj potem seveda porast? Ker hrana se sedaj zelo spreminja. Ljudje posegajo po procesirani, predelani hrani, po hrani pač polne konzervansov. Res je, da ta način življenja nas je pač pripeljal k tem, a ne. Ljudje imajo vedno manj časa za kuhanje in pač jejo to hrano, ki pa res ni zdrava. Potem bom rekla, kaj je še vzrok za alergije. Tudi vsa ta sevanja, vsi ti računalniki, včasih tega sploh ni bilo, a ne. In pa seveda tudi stres, saj veste, ta življenje zdaj v bistvu je tako zelo stresno, a ne. In to so te dejavniki, ki bi jaz rekla, da povzročajo vedno več alergij. Povedali ste mi, da že 11 let pomagate ljudem s tovrstnimi težavami, kje pa ste se izobraževali? Izobraževala sem se v Nemčiji, potem sem delala v Ljubljani v večjem centru, nato sem pač izobraževala se še v svoji smeri, v bistvu v smislu akupunkture, a ne, da sem še pač dodatne zadeve več zvedela o tem. Kako se točno imenuje vaša terapija? Imenuje se v bistvu protialergijska laserska akupunktura. To se pravi, tole je ta laser, ki dela čudeže. Povejte mi, kako pa vse skupaj poteka? V bistvu pri nas je tako, da pride najprej pacient na pogovor in pa testiranje. V bistvu najprej ga vse povprašamo, kakšni so problemi, težave, nato opravimo testiranje. Na podlagi tega testiranja tudi povem, čemu se je treba izogibati, a ne, ker vedno je nekak vzrok v hrani. Se pravi, moramo povedati, kaj lahko je, kaj ne sme jesti, a ne. In nato pač opravimo terapijo. Terapija pa izgleda tako, da je pač pacient povezan s snovmi preko elektromagnetnega valovanja. Jaz pa hkrati z laserjem vzpostavljam akupunkturne točke po ušesih in po glavi. V bistvu je tako, da jaz z laserjem delam v bistvu tako, da brišem napačni zapis informacij imunskega sistema. Tako ta organizem pač več ne prepozna snovi več kot tujek in se ne bori več proti njej. To je v bistvu ta potek terapije. Pa je ta terapija mogoče kaj boleča? Ne, ta terapija ni nič boleča, je povsem neinvazivna, ne boleča. V bistvu se zazna mogoče neka rahla toplota. Izvajamo jo lahko pri dojenčkih tudi in nosečnicah, v bistvu pri vseh, a ne. Pa so vseeno kakšne omejitve? V bistvu nekih omejitev pri nas ni, kar pomeni, da ljudje, če imajo neko predhodno medikamentozno terapijo, to ne vpliva na testiranje in pa na terapijo. Še enkrat povedo, kolikokrat je treba priti do vas? Ja, v bistvu, tako bom rekla, neko povprečje terapije od 6 do 8, pri dojenčkih seveda dosti manj, a ne, pri tako nekako srednji starosti otrok mogoče tudi kakšna terapija manj, ampak neko povprečje odraslih pa je 6 do 8. Margareta, po kolikem času pa se že poznajo prvi rezultati? V bistvu sem tako rekla, odvisno je, kako pogosto pacienti izvajajo terapije. Izvaja se lahko 1 do 3 tedensko, a ne. Tisti, ki izvajajo samo 1 tedensko, že ob koncu terapij, oziroma že lahko rečem na sredi terapij, že zaznavajo spremembe. Ogromno jih imam, ki že med terapijami imajo izboljšave. Je pa res, da pa potem, ko se zaključi terapija, se dieta mora še držati in pa proces zdravljenja v telesu še zmeraj teče nekako 3 mesece. Tako da tam nekako vsaj najbolj pogosto pa je, da po zaključeni terapiji, po 2 mesecih se že kažejo res tisti rezultati. Je pa seveda to odvisno tudi od starosti pacienta. Pri dojenčkih je zelo prej, pri starostnikih pa lahko tudi kasneje. Rekli ste, da ste v teh letih imeli veliko zadovoljnih pacientov. Vam je kakšen primer še posebej ostal v spominu, da ste še posebej veseli, da ste mu lahko pomagali? Ja, teh primerov, bom rekla, je res ogromno. Najbolj se spomnim fanta, ki je bil v bistvu zaradi senenega nahoda, a ne, zaprt od, bom rekla, od začetka cvetenja do konca, to pomeni, ne vem, bom rekla, od februarja pa do septembra. V bistvu je mogel biti v prostoru in po naših terapijah se lahko pač res gibal povsod, a ne. Brez problemov je lahko, se pravi, v času, ko je najlepše, ko se narava prebuja, šel ven, a ne, in užival. Imam pa potem tudi, se spomnim, deklico, ki je bila povsem obupana, moram reči, resnično probala vse terapije, ampak čisto vse.
Prišla je k meni zelo, zelo obupana, stara je bila tam nekako 23 let, veste, in imela je v bistvu ta dermatitis na obrazu. In resnično bom rekla, da se je resnično zelo, zelo poznala in jo je to zelo trlo, ni hodila več niti na faks. Večina je hotela prespati doma, ni hotela med ljudmi. V bistvu je tako zelo, zelo lepa deklica drugače, ne, ampak res alergije so jo zelo, zelo dotolkle. In ko je prišla nazaj, bom rekla, da je prišla z solznimi očmi in seveda meni je šlo zelo na jok, ker je bila popolnoma lepa. In pa še enkrat se je zgodilo, da me na ulici sva se me srečala in me objela.